Živijo, dobrodošli spet nazaj na naš kanal, moja ime je Kaja Solo in danes delamo spet en poseben video, ker danes spet predstavljam svoj avto. Sem ga že predstavila par let nazaj, ampak takrat je bilo po zimi, ker je imel ta trdo streho gor in ta avto je special zaradi tega, ker imaš v bistvu vsake pol leta feeling, kot da imaš nov avto. Pa poglejmo zakaj. Prvo, katero se moramo opravičiti, glih sem mačken driftala in zdaj je malo prašen. Imamo ekstra super duper ključe, glej, 100 let star ključ. Za vse, kar vas zanima, jaz ne bom neki ful šla v detajle glede tega avta, pa je motor 2.0. Je pa letnik 2007, pomeni, da ima pač ta starinski deljenc. Je pa en cool fact, ki sem ga verjetno že milijonkrat povedala. Zaradi tega, ker je pač 2007 avto, je James Bond edition. Ne, ni, to sem si izmislila, ampak so pa imeli reklamo za Jamesa Bonda, to pa je neki. Kje naj začnem? Če ste fantje, vam bo tale del zelo všeč, pridite to pogledat. Pridi. O, kaj vroče not. Motor. To vem. Čakaj, tu gre tekočina za žmigovce, ne, za brisalce. Tu gre olje noter. To je to. Moj ati ne bo preveč ponosen na to. Bi mogla vedeti več, ampak ne vem. Moj avto je črne barve in to je vse, kar rabim vedeti. Pa 4 gume ima, pa benzinar je. Rabiš še kaj druga vedeti? Ne, vinjeto ima. Dej. Benzin, zeleno. Wow, až po vohu ima. Diši, delicious. Poleti imam čist druge firme kot po zimi. Poleti je ta avto šmeksi. Poglej jih. To so firma Tsunami Barracuda Racing Wheels. Wow! Te firme so prišle z avtom, ne vem. Wow! Važno imaš še na tisti, ki se filajo v gume gor, BMW znač. Dobro si to opazil. Glej, to je bilo z avtom totalno, to sploh ni za AliExpressa. Malih je treba. Super. Custom tablice. Predvidevam, da na zadnje, ko sem snemala avto, so bile tablice Go Kaja, zdaj so pa Go Shag, ker sem edini človek na svetu, ki ima v svoji tablici napisano grdo besedo. To je reference na Austina Powersa, zaradi tega, ker on ima Jaguarja in jaz sem hotela imeti podobno, čeprav ne bi smela, ker imam Nemca namesto Angleža za avto. Ampak anyway, nima veze. Malo bolj gently bila zaprla vrate. Ena cool stvar, ki mi je res všeč pri dizajnu tega avta, so definitivno tile žmigovci. Na stran, a ne, če takle pogledaš, ne izgleda, kot da so žmigovci. Če pa priješ bližje, skaj vroče avto. Tukaj zadnji je lučka. Vam bom demonstrirala. Fancy, po mojih masnih prst. Lučke, fancy. Kakor lahko vidite tukaj, nimam logota od BMW-ja, ker imam tak Batmobil. Zdaj je, ker sem jaz pucala. Itak, najbolj pomembna stvar pri tem avtu je, kako izgleda noter. Kaj imamo posebnega tukaj noter? Poleg tega, da imamo zdaj tukaj čevape. Jaz sem zveleja, pač ne moreš, da nimaš čevapov v avtu, okej? Prva stvar, ki jo vidite tukaj le, tale prečudovita grafika Z4, zelo nikoli ne pozabim, ker model avta imam. Kakor lahko vidite po interior dizajnu, se res vidi, da je ta avto že majčkeno starejši. Kar meni v bistvu paše, zaradi tega, ker pač uni veliki ekrani, a veš, to te malo med potjo, kar naprej hočeš nekaj delati na ekrančku ali pa kaj tema zunaj ti pol tisto blesta v fris. Lej, tukaj imaš uno simple rdečo lučko, s tem se jaz tolažim, ker imam tukaj star avto, drugače mi to totalno ni cool. Definitivno bi dala takoj iPad tukaj, če bi lahko. Imamo klimo, to je super za avto, ampak ni avtomatska, tako da v bistvu, če nastaviš, potem, ko imaš že enkrat ledene sveče dol z nosa, daš na malo manj. Kar se klime tiče, pozicija klime, jaz ne vem, a je to design flaw, ali so to namensko tak naredili, ampak če prideš sem, tukaj lahko vidimo, da imamo podstavek za pijačo, ki se tako lepo skrije, a ne? Daš pijačo not. Tukaj zadaj je klima, kar poleti je super, ker ti pijačo lepo hladi. Po zimi ješ pa pol vsako pijačo čaj, tako da ni glih najbolj idealno in ne vem, ali je bilo to namenoma ali ni bilo. Okay. Tempomat, to je zelo pomembno, da povem, da tudi tako star avto že ima tempomat. Polnilec za telefon, naj vam to pokažem. Vidiš to, zelo elegantno. In ko odpremo, damo tukaj lepo polnilec noter, lepo tukaj odložimo telefon. Wow. Vem, kaj se sprašuješ. Ta avto je ful majhen, koliko ima kaj prostora dejansko. In jaz bom rekla, da ga ima presenetljivo veliko. Tu imaš enih takih malih kompartmentov v avtu. Recimo, logično imamo tega tukaj. Ne gledati, koliko je stvari random noter. Potem imamo en predalček tukaj. Se mi zdi, da to ima vsak avto bolj kraj. Tule vmes je drobiš. Za
parking plačati, ker je to drago. In pa moja najljubša polica je pa tukaj zadaj, za zicem. Ker lahko vidiš, ta avto nima zadnjih zicov. To je zdaj ful grozno izgleda. Je pa polica. Prav pride, ker je to knjižna polica. To mi je Teja prinesla. Hvala Teja. Čisto pozorno, kaj imam tu. To mi je tudi Teja prinesla, ker je bik po horoskopu, zato da njo malo študiram. Wow! Ja, primerno. Vintage Fleming, The Diamond Smugglers. Knjiga od Iana Fleminga, ki je napisal tudi Jamesa Bonda. In tukaj zadnji piše, gledaj, Vintage 2007, tako kot moj avto. 2007, podalo 007. Potem pa imamo še The Secret. Ne vem, zakaj zdaj knjige kažem. Knjige so očitno pomembne v mojem avtu. Tu zadaj je zvočnik, to sem čisto pozabila, da je tukaj. Še ena posebnost, ta avto ima dejansko tukaj gumbe, nima one ročke spredi, teda it is that cool. No, glavnem je tam zadaj še ena polica, teda v primeru, da imam prijatelje, kar jih nimam, tako imajo tudi oni knjige tam zadaj. Zdaj, če razmišljate o nakupu kabrioleta, je par stvari, ki so nujna, obvezna oprema. To so definitivno sončna očala, obviously jaz zdaj umiram, najrazličnejši klobuki, kape. Naj vam pokažem, koliko imam jaz tule zadnji stvari. Imamo to kapo, imamo rutico, če se počutite fancy, potem imamo še jopco, če vas zebe, vse se tukaj zadnji najde. Ker vremenske spremembe in kabriolet pač se je treba malo prilagajati. Zadnja najbolj pomembna stvar, ki je res investirajte v to, če imate kabrioleta. Če tule odpremo, poleg tega imamo kazno noter. Sončna krema. Tu imam noter se še sončna očala in vse te stvari. Najpomembnejša stvar, ta avto nima strehe. Ta avto je pač za uživati, ne? In ko si na cesti, takoj, ko začutiš prve sončne žarke, je treba streho čim prej dati dol. In ta avto je naredil res dober sistem, da da zelo hitro dol streho. Mislim, da je dolgo cajta bil eden najhitrejših. Dajmo kar štopati, koliko cajta ta avto rabi, da da streho gor. Okay. To je to. Kak je vroč. Zdaj, da bo fair, glede na to, da sem rekla, da se hitro da streha dol, dajmo še to zmeriti. To je to. Ok, pozabila sem vam pokazati gepek. Gremo v gepek. Edina slaba stvar je, I guess, to, da moraš vedno na ključu pritisniti gumb, ali pa tule, ker drugače se gepek ne odpre. Ne me džadžat. Veliko imam stvari v gepeku, okej? Od ta gepek gre po moje 3 letalski kovčki, kar je za tak mali avto res velik. Je pa to zaradi tega, ker se zložljiva streha ne zloži noter v prtljažnik, ampak ima posebej kompartment za streho. Še kaj posebnega? I don't think so. To je to v mojem avtu. Ime mu je Bambi, kličemo ga tudi Shaguar ali pa Biba. Mr. Steeler Girl, ko sem ga kupila, so mi rekli, da moram zraven imeti še špohtelj, zato da bom lahko baby dol imela. To je vse v mojem avtu. Jaz ga imam zelo rada, zdaj ga imam že 3 leta in po moje bo ta avto umrl z mano. Pač jaz ga bom zgonila do zadnjega, nikoli v lifeu ne gre stran od mene, ker ga obožujem. Ker je Roger Taylor naredil komad I'm in love with my car, really did something. I am in love with my car.